Tudi jaz sem izjemno vesel, da smo danes tukaj, da je knjiga išla. Ta zgodba, ki je unikatna in ki se mi zdi se vsakogar dotakne, da bo dobila svojo, da je publicirana in da bo dobila svojo publiko, da se bo razširila. Elena me je povabila, da pišem neko spremno besedo k tej njeni zgodbi, kar me je spravilo pravzaprav kar v neko zagato, nek težavni položaj, ker se mi izdelal, da je ta zgodba napisana s takšno prizadetostjo in ostrino, tako neposredno opisuje neko izkustvo, da bo vse, kar bom jaz kot filozof lahko zraven napletel v refleksiji, pravzaprav abstraktno in brez prave teže, v primeri za tem, za filozofijo, kot jo živi Elena, ki jo živi skozi svojo telo. In zgodba za Eleno se, moja zgodba za Eleno se sega nazaj v 90. leto, ko je bila moja študentka, in leto ali dve pred dogodki, ki jih opisuje ta knjiga, je dejansko pri meni diplomirala in to je bil res izjemna diploma, je bila tudi tako, kot ta knjiga na nek način napisana skrbjo in izjemen dogodek je bil zagovor te diplome. Se mi zdi, da leta 1999, če bi moral probati. Ja, približno. Ja. No, v tej zagati, kako napisati nekaj k Elenemu pisanju, da ne bi se držal neke profesorske, filozofske drže. Sem se v bistvu domislil, tako me je naslov njene knjige na nek način spomnil na to geslo, ki je bilo v zadnjem letu tako zelo na okolje, namreč to geslo I can't breathe, ne morem dihati. Geslo, ki je ta stavek, ki je izrekel George Floyd maja leta 2020, ko ga je beli policaj držal v tem prijemu potisnenega ob tla, 7-9 minut s kolenom na hrbtu in je čas koliko 20krat se mi zdi rekel I can't breathe, zadnje besede so to bile. In ni bil prvi, ki je izrekel te zadnje besede pod režimom, ki vlada v Ameriki, kjer je institucionaliziran rasizem znotraj policijskih vrst. Videti je, da prvi dokumentiran primer je primer Erika Garnerja iz leta 2014, vodja takih primerov kar 70, se pravi I can't breathe, so poslednje besede, ko vam policija, ta institucionalni režim, stopi na hrbet. In te besede so v zadnjem letu postale neka zaščitna znamka, neko geslo celega gibanja Black Lives Matter in neka prva intuicija, ki se imenuje, da je pravzaprav Elena zgodba na določen način povezana natančno s tem geslom, ki je zdaj postalo geslo vseh zatiranih, ki sega daleč preko ameriških razmer in konkretnega policijskega zatiranja, rasizma in tako naprej, za katerega je to geslo bilo najprej upirjeno. In zdaj seveda na prvi pogled so ti zgodbe zelo različni. Eleni ni nihče fizično onemogočal dihanja, ni nobena institucija, ni bila deležna nasilja, drugih institucionalnega nasilja, ki bi onemogočilo dihanje. Dejansko je do tega prišlo zaradi hendikepa, zaradi razvijajoče se bolezni, se pravi, videti je po naravi in genetiki. In v tej zgodbi je institucija nastopila tako, da se je v nekem skrajnem robu, ko bi mogla več dihati, zatekla v institucijo in institucija rešila življenje. Spravi, imamo na določen način inverzno, obratno zgodbo, kot je zgodba Georgea Floyda. Pa vendar obstoji neka skupna točka. In najprej bi rekel to, da narava, fiziologija, rojstvo, telo ni nikoli nekaj, kar bi bilo preprosto v naravi samo od sebe dan. Ampak
je takoj upisano v neko celo družbeno mrežo, socialno mrežo različnih funkcij, stigmatizacij, opredelitev. Vsako telo je do kraja družbeno preprečeno in na njem ni ničesar preprosto danega. Tudi če rečemo, obstajajo genetski razlogi, fiziološki razlogi, da pride do hendikepa nakoli, se ti razlogi neposredno vedno upisujejo v določeno družbeno mrežo in dobijo svoj družbeni pomen. In to je tisto vprašanje, na katerem več čas insistira Ellen, skozi vprašanje, kaj je ta hendikep, ki jo je omogočil, postavlja vprašanje, kaj je to naše telo kot družbeno telo, kaj sledi iz telesa kot družbenega telesa in vprašanje o tem, da je hendikep določen simptom našega odnosa do telesa, da je vsako telo na določeno, vsako telo je opisana določena patologija, kaj je v vsakem telesu manjkavega patološkega, citiram iz knjige Ellenine, da je s telesom nekaj patološko narobe v njegovem samem bistvu. Spravi, nek trn je opisan v naše telo in hendikep ravno opozarja na ta trn, kjer nastopi ta zveza, notranja zveza telesa in družbenosti. In zdaj, ta zgodba ni zgodba preprosto o tem, da je prišlo pač do tega zelo traumatičnega izkustva, kjer se je Elena znašla na robu življenja in smrti, kjer je medicina nastopila kot čudežna rešiteljica, ki kot Kristus obuja ljudi spet nazaj k življenju. Ampak je v bistvu zgodba o nekem zelo intimnem, singularnem izkustvu, popotovanju, v unikatnem izkustvu, ki govori o tem, da ni preprosta stvar o tem, da medicina modro poskrbi za vse, ampak je zgodba v tem, kako smo se zmožni soočiti s tem trnom, s to našo patologijo in iz tega napraviti neko našo svobodo. In naslov knjige Svoboda dihanja je na določen način pleonastičen. Dihanje je naša prva svoboda, dihanje je sinonimna svoboda in upozoril bi pač na neko historično, filozofsko razsežnost tega, da pneuma v grščini pomeni tako dih, dah, dihanje, kot duh in dušo. Se pravi, kdor nam krati dihanje, nam krati duha in dušo. Se pravi, obstoji ta neposredna metaforična zveza dihanja in duha in duše, ki je v samem začetku naše kulture, položena v začetku naše kulture. Lahko najdemo potem pri stojkih, ker pneuma, ta duh, dah, duša, nek princip, ki animira celotno univerzum in lahko najdemo tudi to zvezo naprej v krščanskem izročilu. Zdaj, v čem je ta zveza? Kako pridemo do povezave med tem, ne morem dihati, tem geslom zatiranih, ki se je v zadnjem letu dobilo takšno prominenco in tem ne morem dihati, o katerem govori Elena. In skušal sem napraviti neko parafrazo, recimo njega položaja, načina, kako sam berem to knjigo, ki bi izpostavila ravno stično točko enega in drugega. In malo bom prebral, ker ne vem, če zmorem točno na nek način formulirati improvizirano. Ta moja parafraza je takšna. Ne morem dihati v družbi, ki mi jemlje dostojanstvo in me nekaj ponižuje in degradira. Ne morem dihati v tem medicinskem redu, ki se sklicuje na to, da je tu le za moje dobro. Hkrati pa mi na stotine subtilnih načinov daje vedeti, da ga obenem drži po konci mreža dominacije. Ne morem dihati v instituciji, ki mi odzame intimo in besedo. Ne morem dihati od rutinske brezbrižnosti, s katero me obravnavajo. Ne morem dihati, če mi odzamete glas. Ne morem dihati od vse strokovne in znanstvene medicinske vednosti, od katere je toliko koristi in iz katere ne bi preživela, a ki obenem varuje in ščiti pristojnosti in privilegije strokovnjakov, ključno s kapitalskimi interesi farmacevtske industrije. Ne morem dihati, če ni druge, kot da se le na milost in nemilost prepustim instituciji in njeni domnevno boljši vednosti. Ne morem dihati od presežka medicinske oblasti nad medicinsko vednostjo. Ne morem dihati v družbi,
ki me obravnava s stereotipnimi predvidevanji in z naprejšnjimi predsodki v mojih telesnih in umskih zmožnosti. Ne morem dihati v družbi, ki me obravnava s sočutjem in pomilovanjem, ne pa spoštovanjem. Ne morem dihati, če me podcenjujejo in od mene pričakujejo, da sem podredila in ne bom segala čez odrejanje na mesto. Ne morem dihati, če sem le pacientka in etimološko je paciens pač nekdo, ki je trpeč in pasiven, če mi je vzeta zmožnost samodeterminacije. Ne morem dihati v konstelaciji, ker od mene pričakujejo, da se bom korist zdravljenja telesa odpovedala neupogljivosti duha. Ne morem dihati, če ne morem uveljaviti svojega ultimativnega etičnega vodila, ki je nič več in nič manj kot ne popustiti glede svoje želje. Ne morem dihati, če mi skupaj s preživetjem ponujajo podreditev v istem paketu. Ne morem dihati brez človeške solidarnosti. Ne morem dihati brez teh protez, brez teh podaljškov telesa, pa ne samo fizičnih, ki mi omogočajo dihanje in premikanje in držijo pri življenju. Tu so še vsi ti drugi daljnosežnejši podaljški, ki segajo v pisanje, v pripoved, v zgodbe, v knjige, v filozofijo, v tisto, kjer se dih stika z duhom. To je neka parafraza, ki sem jo poskusil napraviti, pa ne zato, da bi se nekako polestil, da bi si apropriiral Elini glas, to je nemogoče. Njen glas je tako unikaten, da se ga je nemogoče prisvajati, ampak na ta način si poskušal pokazati, na čem je ta ne morem dihati. Geslo vse je zatiranih neko univerzalno geslo. In velika vrednost te knjige je, da hkrati pripoveduje neko zelo intimno, zelo unikatno štorijo, ki ima v vsakem trenutku univerzalno vrednost. Mislim, ta zveza, neposredna zveza, med res popolnoma singularnim izkustvom, ki ga knjiga popisuje z dih imajočim žarom ali vnemo in tem, kako se lahko univerzalno dotakne vsakogar. Mislim, da je to največja vrednost knjige. Mislim, mogoče hotel dodati, da če vprašate, obstojijo kakšni precedens, na nek način precedens je ogromno. Sem ljudje, ki se jim hudega zgodi, skušajo popisati svojo autobiografsko popisati svojo izkušnjo, ali imamo celo vrsto self-help, pač neke literature. In zdi se mi, da se Elena zelo dobro zaveda pasti takšne literature. Nekega osebno izpovednega žanra in neka past tega osebno izpovednega žanra je vedno samo razkazovanje in narcizem. In bolj, ko trpimo ali pridemo do nekaj skrajnega izkustva, bolj smo na nek način potem uživamo v tem, da razkazujemo svojo rano. Se mi zdi, da v Elini knjigi absolutno tega ni. Tukaj je ta nevredna zveza, mislim to, da je filozofija, da se vidi na vsaki strani. Da se izogiba pa s tem tega preprosto osebno izpovednega žanra pisanja in v vsakem trenutku ne vezuje na univerzalne probleme. Na probleme, kaj je telo, kaj je handicap, na kakšen način je vsako telo handicapirano, kako se telo vedno vpiše v družbene mehanizme, kaj pomeni ta institucija, kaj pomeni ta medicinska institucija. Na kakšen način se vedno povezuje z oblastjo, ker je nek Foucaultski način formuliranja tega vprašanja, ki je na vsaki strani navzočen. In zdi se mi zelo pomembno, da obstoji zelo veliko literature, zelo veliko precedensov, so bi lahko našli, ampak se mi, da se res unikatno izogne pa s tem tega žanra. To se boste spomnili, da je Elena Pečarič kandidirala za predsednico in mislim, da je Slovenija